Tole je pa meni osebno najlepši izdelek, ki smo ga letos naredili. Čeprav sem za eno že letos to rekel. No, tale je definitivno vrhunska kombinacija v bistvu vsega, kar znamo ustvariti na vrtu. In gre za Kubi pergolo, ki ima zraven tudi letno kuhinjo, zraven ima tudi skladiščni prostor, zraven ima tudi brisoleje, LED luči, screen senčila in nujno vam moram zdajle od blizu pokazati, toliko, da boste videli, kako sploh izgleda tukaj noter, no? Ker se mi zdi, da je rato tak ful prijeten ambient. Po eni strani smo praktično v naravi, no, res v naravi, to je hiša skoraj na samem. In po drugi strani smo pa tukaj se res malo izživljali s temi modernimi detajli, z dizajnom, s kombinacijo lasa in ometa. No, takole pa izgleda od spodaj ali pa od blizu. Miza, ki se raztegne, tako da je lahko tukaj na pikniku pod streho tudi 10-12 ljudi. Letna kuhinja, evo tale je naš zadnji dizajn. Pult, ki lahko tudi zbirate dekor. Drsna vratca za dostop do opreme noter, stranico se da tudi v bistvu zbirati barvo. In tukaj smo se pa odločili kar, da damo omet, zato da malo razbijamo, no, pa tukaj, da malo razbijamo to monotonost oziroma les kovine, da smo dodali še tretji element. Zadaj je skladiščni prostor in pa okno, ki je v bistvu opremljen tudi pri sejem, zato ker tukaj zahodno sonce lahko močno posveti in pride svetloba čez, ampak ni premočna. Zdaj pa tili naši brisoleji, evo, koliko se dobro zdajle vidi, ko sonce posije. Konkretno zdajle je ura 6 popoldan, in sicer ni tako zelo vroč dan, polet recimo, ki je 30 stopinj, se pa to močno pozna, ali si v senci, ali si na soncu. Isto velja recimo za kakšen veter pozno jesen ali pa zgodaj spomlad. No, tako da teli brisoleji ne izgledajo sam super lepo, ampak imajo tudi luštno funkcijo. LED luči, ki so v tem primeru razporejene dokaj estetsko enakomerno, 6 trakov po 1 meter, in pa screen senčila, če jaz daljinčka vzamem, pa dam zaporo zdajle tega le dol, no, toliko, da se malo vidi, kako izgleda. Ne tega, ops, tega. Evo ga. Toliko, da se vidi, kako tole izgleda. In tukaj v bistvu tudi iz te strani zdaj zasenčimo celotno stranico. Tale konkretno je antracit barve, da je v istem stilu, kot je kovinska konstrukcija. Zdaj gremo pa še v skladiščni prostor. Evo, tukaj le noter. Takole. Prižgem luč. Evo, tukaj noter je sicer tudi hladilnik, pa pač nekaj minimalnega vrtne opreme, zato da imamo tisto, kar rabimo na vrtu, pač kam pospraviti. Je res majhen, skromen, ampak je pa bivalni del toliko večji. In kaj je pri vsem tem, kar delamo, naš namen? Ta družina, odkar ima to pergolo, se pravi, dobili so jo tam v začetku poletja, so vsak dan tukaj zunaj jedli kosilo namesto v jedilnici v stanovanjski hiši. In so mi rekli, da se imajo toliko dobro, da toliko uživajo, da ni prevroče, da so v bistvu rajši tukaj kot pa noter. In to je del tudi našega poslanstva. Ne glede na to, kam postavimo takšno zadevo, kdo je naš kupec, je v bistvu na koncu dneva vedno isti namen. Zdaj pa, ker je bila ta pergola res huda, sem jo umestil na prvo mesto tega vloga, tako da zdaj sledi še en uvod na drugi lokaciji. Ne mi zameriti. Čakajo nas, poleg te čakata nas še 2 referenci in evo se prepuščam, pa vas peljem naprej v Trbovlje. Jesen je lahko zelo lepa za preživljanje prostega časa na vrtu, tako da ne se še predati, pred nami je še kakšen mesec ali pa 2 zelo lepega vremena in če ga izkoristimo na vrtu, vam za inspiracijo danes dajem par idej, kako lahko tudi na vrtu uredite svoj kotiček pod zvezdami. In tole je ta prva hiška v seriji 3, ki jih bom danes pokazal.
tale je iz sibirskega matesna, kombinacija kovine, to je tudi naša najbolj slavna kombinacija, z to razliko, da ima tale letvice obrnjene pokončno, kar je v bistvu naš trend zadnjega leta ali pa dveh. Tukaj ima tudi tele dekorativne letvice, ker je v tem primeru tukaj zahodno sonce in je bilo smiselno pač svetlobo majčkeno omejiti. Pa tudi tukaj naprej je pogled na cesto in zaradi vseh teh dejavnikov je pač pametno kakšno steno na ta način vsaj delno zapreti. Naslednja, ki vam bom pokazal, bo kombinacija ometa, tako da boste lahko primerjali dizajn. Kaj še lahko omenim? LED lučka, tukaj ena na dimer, tako da lahko tudi zvečer naredite tako luštno romantiko. In ja, evo, to je pa to. Za zaključek pa še tale hiška, ki v bistvu služi kot nadstrešek za avto. Se pravi, tukaj parkiramo lahko en avto, zadaj imamo skladiščni del, ki pa ima tukaj omet, ki smo ga tudi ujeli z barvo na stanovanjski hiši. In pa tukaj pride, no tukaj je še nezaključen detajl, tukaj pride dekorativni kamen, tudi enak kot ga imajo v bistvu na stanovanjski hiši, zato da bo zadeva res čisto v istem stilu. In se pravi, če je kdaj želja, potem tudi to lahko naredimo. Drugače pa klasična skladiščna hiška z matesnovimi vrati. Se pravi, če imate takšno dvorišče, da ga je treba res prostorsko optimalno izkoristiti, da si želite nek prostor za shranjevanje, pa hkrati tudi imeti avto pod streho, tole je varianta. Se pravi, da dejansko hiško porinamo čist na konc, pa spredaj pač parkirate avto in ja, da se tudi narediti enako izvedbo v varianti za 2 avtomobila, opcijsko tudi za 3 avtomobile in potem lahko tudi hiška zadaj temu primerno večja. Tako da mogoče kot inspiracija za ureditev vseh tistih vrtov oziroma dvorišč, ki so prostorsko omejena. Evo, takole, jaz šibam na Šmartinsko jezero še na eno kavico, ki je čisto tukaj zraven in je zelo, zelo lepo. Vi pa uživajte naprej, pa se slišimo. Snemat grem pa še eno pergolo, ampak jo ne bom danes pokazal, je pa zelo lepa. Naslednjič. Čau, čau. Pozabil sem še to povedati. Followajte nas na TikToku, ker mislim, da postaja tudi TikTok profil naš zelo lušten, spuljene zanimive vsebine, poleg tega, da smo tudi na Instagramu, na LinkedInu, na YouTubu, na e-mail novicah, ampak danes podarjam TikTok, no, ker je kulski, no, poglejte ga.